Kaš lepo presenečenje. Niko, povej mi, vse enkrat prvič, tudi prvi finale na tekmi najvišje članske ravni. Ja, kar težko si predstavljam, no. Še 3 leta nazaj, ko sem bil še mulj, sem gledal te kajakaše po televiziji in sem si mislil, wow, kako je to dobro. In zdaj, da kar z njimi ob boku veslam, kar lepo občutek. In tudi lepa potrditev do sedaj opravljenega dela. Sicer prerez nedelje v polfinalu ste bili vsaj tekmovalci z prve polovice štartne liste enostavno odlični, favoriti so kasneje kar odpadali. Ja, mislim, da smo malo presenetili favorite, ker smo na kar dosti na začetku naredili dobre cajte in potem so bili malo pod pritiskom, ker so vedeli, da morajo tudi oni dobro, tako da so delali dosti napak. Tako da, ja, drugače vožnja je pa kar zelo dobra v polfinalu. Pravijo, da je mladost norost, ste bili brez pritiska, ste vzeli to tekmo kot eno izmed tekem. Ja, jaz sem na štartu res bolj sproščen, užival sem v vsakem trenutku. Komaj sem čakal, da prijem na štartno pozicijo, da se lahko poženem dol po progi in ne vem, res enkratna izkušnja in užival sem 100 na uro. Niko, ta sezona je vaša prva, ko ste si zagotovili stalno mesto v slovenski reprezentanci. To je nekaj, kar mlad tekmovalec potrebuje, koliko izkušenj ste pridobili, kaj vam to pomeni, jasno, predvsem pogledujeva v prihodnost. Ja, ne vem, glede na to, lani se nisem uvrstil v ekipo in sem bil že kar na meji, da končam z veslanjem. Pa sem rekel, zdaj še eno leto stisnem, res delo dobro in očitno se je to obrestovalo in tudi to, kar delam letos, sem jaz sam nad sabo presenečen in sicer rezultati niso lih vrhunski, ampak glede, kar se tiče veslanja in napredka in vseh izkušenj, pa ne vem, ne bi si mogel želeti boljšega.